A odmeva poškodba Šeška, kaj v Angliji slediš kaj temu, kako se tam odzivajo na to? Pa ja, sigurno odmeva. Je velika okrepitev za United v zadnjem prestopnem roku, tako da mislim, da veliko pričakuje od njega. In upam, da bo čim prej nazaj, da bo lahko pomagal in nam in Manchester Unitedu. Ja, na tuji nesreči se nikoli ne smemo veseliti, jasno, ampak vseeno, si že kaj predstavljaš, kaj to pomeni zate v tem trenutku tukaj? Pa niti ne, gremo dan po dan, moramo se sestaviti prvo vsi skupaj, zbrati in bomo videli, kaj bodo treningi prinesli in na selektorja, kako se bo odločil. Razmišljaš o tem, da je to pač neka priložnost zate tudi? Ja, seveda, je neka priložnost, ampak tako sem že rekel, ja, gremo dan po dan in selektor bo zbral najboljšo enajsterico in upamo, da bo to najboljše za Slovenijo. Kako se ti počutiš, kako čutiš žogo v nogah v tem trenutku? Ja, lahko rečem, da sem super. Imel sem eno malo poškodbico, ampak je sanirana, tako da počutim se res dobro. Ko se med kosilom pogovarjate o tekmecih, na kakšen način to ne pride v poštev drugega kot zmaga? Ja, pogovarjamo se tudi o njih, tu pa tam, ampak mislim, da bomo najbolj pomembni mi, kako bomo mi izgledali na igrišču. Vemo, kakva je bila tekma v Kosovu in ja, pričakujemo, da bojo oni res napaljeni, če se lahko temu tako reče, ker vemo, kaj njim igra, kaj igra nam in mi bomo dali 120%, da nam uspe boljši rezultat. Koliko procentov je Slovenija boljša od njih? To zaenkrat je težko govoriti, ampak bomo videli, kaj bo sobota prinesla. Tam se bo pokazalo na tekmi in ja, tako sem že rekel, upamo na boljši rezultat za nas. Pogosto dobiš to vprašanje na reprezentanci, kako odlično formo iz Celja prenesti na reprezentančno raven, kako tudi neki te mogoče zmagovalne miselnosti prenesti na svoje soigralce v reprezentanci. Pa ja, res je, nekako nam v Celju to sezono gre kar po maslu, ampak tukaj je sedaj reprezentanca, čas je, da s fanti tudi letošnje leto pokažemo, da si zaslužimo, da želimo iti konec koncev na te kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo drugo leto, in mislim, da moramo sedaj v te dve tekmi vložiti dejansko vse in sploh prvo tekmo zmagati doma, potem pa iti na samozavest na Švedsko. Koliko nekako čutiš slačilnico, soigralci, pogovore? Zdaj vedno, ko pridete pred novinarje vasno, morate povedati, pokazati to odločnost, kaj pa recimo mogoče še malo pogled v ozadje, koliko optimistični ste v nekako pogovori pred tekmo sploh? Pa je, nekako vsi verjamemo v to, da lahko, da tudi prvo tekmo proti njim lahko rečem, da smo odigrali, da smo si ustvarjali priložnosti, nažalost nismo zadeli, ampak ja, vemo, da sedaj nam ne preostaja nič drugega. Se bomo pogovarjali ta teden o tem, kako iti v tekmo. V bistvu nismo še do zdaj delali nič konkretnega, ker včeraj je bila dejansko samo regeneracija. Pa sedaj imamo dovolj časa, 5 dni, da se nekako vsi spočijemo, da smo vsi nekako na tem maksimalnem nivoju in da v soboto pokažemo, da želimo zmagati tekmo. Kakšno tekmo pričakuješ v primerjavi mogoče s tisto v Prištini, prvi polčas? Neka, recimo, uspavanka, lahko mogoče celo tako rečem, neka res taktična predstava obeh v drugem se dal po gasu, imeli več priložnosti, neko podobno tekmo pričakujete tudi zdaj, ali bo mogoče šlo že v prvem polčasu bolj na polno? Pa ja, mi nimamo več kaj za kalkulirati, moramo mi biti tisti, ki moramo biti, bom rekel, dominantni v tekmi, si ustvarjati priložnosti, ker vemo, da njim je tudi pika dovolj in verjamem, da oni bojo mogoče od začetka, pričakujem sam, da bojo mogoče malce bolj previdni, da bojo, bom rekel, čvrsti v obrambi in nekako iskali ta kontranapad, ampak ja, bom rekel, na nas mora biti, da moramo že od prve minute pokazati, predvsem, da hočemo zmagati v tekmi.